spinalna mišična atrofija velja za živčno mišično obolenje in sodi med redke bolezni. Zanjo približno zbolijo 1 na 10 tisoč novorojenih otrok, oziroma lahko tudi, bom rekel, starejših, najstnikov in pa nenazadnje tudi odraslih, tako da obolenje ne izbira, ne glede na starost, ne glede na spol. Tako da bi dejal, da kaj je tisto, kar nekako na svoj vrstni način navdihuje pri botrovanju oziroma zoperstavljanju tej bolezni, je tehnološki napredek. Zagotovo kot med slednje uvrščam električne invalidske vozičke, stropna sobna dvigala, ki nam pomaga pri vsakdanjem življenju, da se, bom rekel, presedamo oziroma premoščamo različne logistične zahtevke. Prav tako stojka, kjer se, bom rekel, na uspešen način lahko soočaš oziroma zmanjšuješ kontrakture, ki nastanejo zaradi stalnega sedenja. Ravno tako je zelo navdihujoče tudi dejstvo, da je napredek na področju znanosti in raziskovanja enormen, lahko rečem zavidanja vreden. Namreč za mojo bolezen v Sloveniji so na voljo 3 genske terapije, tako da mednje sodi tudi ena terapija, ki jo sam se jo poslužujem, tako da je to nekaj, kar praktično vliva nov optimizem oziroma voljo do življenja posamezniku, ne glede na ovire. V okviru zdravstvene, socialne in pa invalidske politike je to zelo pomemben prispevek tudi v okviru zdravstvenega zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki podeljuje, bom rekel, koncesije za organizacijo obnovitvenih rehabilitacij. Je to ključnega pomena za nas, saj s tem lahko ohranjamo in seveda v določeni meri tudi povrnemo svoje biološke potenciale, da so aktivni. Tukaj predvsem mislim na obnovitveno rehabilitacijo, ki jo organizira Društvo distrofikov Slovenije, kjer smo člani, bom rekel, udeleženi različnih aktivnosti, tako od hidroterapije, masaže, fizioterapije. Praktično gre za aktivnosti, ki blažijo posledice nastale invalidnosti kot konsekvenca samega obolenja. Pa še en vidik v vašem življenju gotovo je bil zelo pomemben, to so bili starši. Tako je. Starši so odigrali ključno vlogo na začetku, da so se odločili za izven institucionalno šolanje na primarni ravni in seveda potem tudi v nadaljevanju v okviru izobraževanja na gimnaziji. To mi je prineslo nek nov navdih. Zakaj? Ker nisem živel v socialnem mehurčku, predvsem je pa pomembno to, da se soočiš, bom rekel, z obstoječimi težavami oziroma ovirami, s katerimi se spopadaš izven okolja, ki pa ni nujno po meri tebi osebno, se pravi po meri, bom rekel, tvojih potreb oblikovanj, tako da to je izrazita lastnost, v okviru katerega šolanja govorim, sem uspel usvojiti, bom rekel, različne veščine, kako zagovarjati, bom rekel, svoje pravice in izražati tudi svoje potrebe. Kaj pa je tisto, morda, če sporočite vsem ostalim, ki vsakemu od nas kdaj primanjkuje poguma za kako stvar ali pa vsakemu od nas se kdaj zdi kakšna stvar težka? Kaj je tisto, na kar se vi oprete, ko v bistvu pride do takih trenutkov? Torej, poskušajte najti osebe, ki vam stojijo blizu, ki so vam ljube in se jih močno oklepajte in ne ozirajte se na mnenja ostalih oziroma na težave, kajti nenazadnje je življenje kratko.